sem tudi sam analiziral argumente za in proti, je samo en argument za in to je, da si pač nekdo želi na škodo države in pod talstvom države pridobivati neke politične točke in to so neke marginalne izven parlamentarne stranke. Ni ga argumenta, ki bi pravzaprav bil v prid tako zbiranju podpisov kot temu referendumu. Poglejte, če se ta referendum zgodi in če je taka ali drugačna rešitev, je to izjemno slabo za Slovenijo. Ampak kdo je pa odgovoren za to? Tisti, ki so to pobudo vložili, pa ne nazadnje tudi tisti, ki niso prisluhnili pravočasno tudi nekim pozivom ljudi, ki so bili izbrani okoli te pobude. Jaz mislim, da bi lahko v ponedeljek na OZP-ju podprli tisto dopolnilo, ki ga je vložila Slovenska ljudska stranka, SDS ga je namreč podprl, vladajoča koalicija ga ni podprla. S tem je samo še dodatno razburkala vse te strasti, prišlo je do vložitve in žal imamo sedaj zoprno situacijo. Slovenska demokratska stranka ne bo sodelovala pri zbiranju podpisov in tudi ne podpira tega referenduma. Ampak lahko bi pa ta zakon ratificirali še v času recimo vaše vlade, res da v predvolilnem času, ampak potem bi se izognili tudi tej časovni stiski in tudi eventualni referendum lahko izpeljali brez tega, da bi dejansko cel NATO postavili pred dejstvo, da Slovenija je tista, ki ovira. Poglejte, jaz sem prepričan, da bi bilo v predvolilnem času še več pobud za referendum. Jaz se žal strinjam s tistimi, ki pravijo, da bi v nekem razgretem ozračju, političnem ozračju, kar vsake parlamentarne volitve so, ena taka tema še dodatno zakomplicirala in našla tiste, ki bi si se pravi, na račun države in njene kredibilnosti želeli pridobiti politične točke. Torej, teh strasti bi bilo več, ne manj. In zato smo se, jaz mislim, tudi temu na nek način izognili. Ne razumem pa predsednika parlamenta, zakaj je 1 mesec in pol zavlačeval s tem in ni dal seveda teh vprašanj na pristojna delovna telesa. 1 mesec in pol je to ležalo v nekem predalu njegovem, koliko se seznanili v začetku decembra, to na nek način bilo vloženo strani vlade in šele v drugi polovici januarja je zadeva prišla na dnevni red. Med tem je bilo pa nekaj izrednih in nekaj rednih sej odbora za zunanjo politiko. Če pride do referenduma, bo Slovenska demokratska stranka pozvala svoje volivce k neudeležbi na tem referendumu? No, zaenkrat vem samo to, o tem se bomo še odločili, če do tega sploh pride, ampak zaenkrat bi lahko komentiral samo v tem smislu, da ne bomo sodelovali pri zbiranju podpisov. In upamo, da do tega prišlo ne bo. Če pa bo prišlo, bodo pa organi stranke že našli pravzaprav na podlagi analize tudi nadaljne ukrepe.